Tjaša, katero kamero naj kupim za vloganje? Canon G7X. Tjaša, razmišljam, da bi vzela nekaj manjšega, tako za potovanja, veš, da imamo eno malo boljšo kamero. Kaj naj kupim? Canon G7X. Tjaša, nekaj bi začel snemati, ampak nimamo zdaj 2000 evrov za opremo. Kaj naj vzamemo? Canon G7X. Kako sem lahko toliko prepričana v ta fotoaparat, da ga zadnjih 5 let priporočam že vsem in vsakemu, ki me vpraša, kaj naj kupi za te specifične potrebe, ko iščejo nekaj majhnega, pa da bi tudi bilo za snemati, pa da bi delal ful dobre fotke, pa da ni preveč kompliciran za uporabo. 5 let nazaj, daljnega leta 2015, sem kupila tole zadevico. Canon PowerShot G7X, to pomeni prva verzija tega fotoaparata. In od prvega dneva sem bila absolutno navdušena. Fotografija super, video wow in preprosta uporaba, po drugi strani pa lahko uporabiš eno izmed milijon funkcij, ki ti jih ponuja, če si tega želiš. Ta fotoaparat je enostavno postal podaljšek mene. Z njim so bili posneti vlogmasi, vlogi iz Spark.me konferencije, letošnji vlog iz Ultra Music festivala iz Splita je bil posnet s tem fotoaparatom. In danes, 5 let kasneje, ko še vedno uporabljam svoj G7X, lahko s ponosom povem, da me je Canon izbral za enega izmed svojih ambasadorjev novega G7X-a Mark III, to je tretja verzija od mojega G7X-a. Imamo dedija, pa imamo sinčka zdaj. Pa gremo po vrsti. Canon PowerShot G7X je definiran kot profesionalni kompaktni fotoaparat. Kar v praksi pomeni, da imajo vse, kar imajo veliki, ampak v veliko bolj majhnem in kompaktnem ohišju. Objektiv je fiksen in se odpre takoj, ko prižgeš fotoaparat. Dela fotografije velikosti 20,1 megapiksel in videe v ločljivosti do 4K. To je prva izmed novosti Mark III verzije. Svetlobo lovi 1-inčni senzor in zakaj je to pomemben? Zato, ker večji, ki je senzor, več svetlobe in detajlov lahko ulovi in s tem so posledične boljše fotografije oziroma video. G7X v kompaktno ohišje pospravi senzor v velikosti oranžnega kvadratka, tvoj telefon pa ima po vsej verjetnosti senzor vijoličnega kvadratka ali pa celo manjši. Tako da tle se hitro vidi, kako večji senzor pride do izraza. Ko snemaš fotografije, imaš na voljo malo morje funkcij. Zdaj, enostavno lahko daš vse na avtomatiko, pa slikaš na avtomatiko, pa bojo fotografije wow. Koga ti jaz delam večino cajta. Lahko pa prestaviš v katergakoli izmed manualnih načinov, pa vadiš svoje znanje fotografije. Na voljo imaš tudi različne učinke, filtre, efekte, lahko pa fotografiraš tudi v RAW načinu, kar imamo posebno radi tisti, ki radi fotografije pol še kaj naknadno obdelujemo. Pri Mark III verziji je fokus izjemno hiter. Kar je še posebej dobro za tiste ljudi, ki jim ne moreš dopovedati, da ne mami, gumb moraš najprej sam do polovice stisniti, da on izostri, pa pol do konca da slika. Ti sam škljosi. Dobro je to. Ko posnameš fotko, jo lahko ful simple preneseš direktno v svoj telefon. In to je meni ena najljubših funkcij pri Canonovih fotoaparatih, kako flawlessly deluje ta cel proces povezovanja s telefonom. Na telefonu poiščeš Wi-Fi od fotoaparata, se povežeš na njega, odpreš Canonovo aplikacijo in že si lahko fotografije prenašaš direktno iz kamere v telefon. Ful vprašanj dobim, kako se obnese v temnih pogojih. In ravno zaradi tega ga jaz toliko rada nosim vse povsod. Ne glede na to, koliko neenakomerno je osvetljena situacija, on bo našel način, da napravi super fotko. Poleg tega imaš zraven še različne načine za nočno fotografiranje ali pa za slikanje zvezd ali ognjemetov. Tudi timelapse zvezd lahko delaš. Ok, gremo na meni ljubši del, snemanje videov. Poleg tega, da lahko snema v 4K, lahko snema tudi slow motion, 120 frameov na sekundo. Canon je v nekem trenutku pogruntal, da je G7X postal najljubši fotoaparat vlogerjev in takrat so začeli tudi poslušati njihove želje, kaj bi oni imeli v tem fotoaparatu. Ena izmed zelo zaželenih stvari je bila vtič za eksterni mikrofon in v Mark III verziji so to dodali. Tako da zdaj lahko na G7X, na kompakten, majhno kamerico priklopiš eksterni mikrofon in spraviš svoje posnetke na en čist drug nivo kvalitete. Fin je tudi ekranček, ki se ti obrne, da lahko vidiš sebe, ki snemaš. Posebnost pri Mark III je to, da se ekranček ne obrača samo gor-dol, tako kot v prejšnjih verzijah, ampak se še tako malo ven potegne, kar ti zelo prav pride, če naprimer kaj zelo nizko dol pri tleh snemaš oziroma fotografiraš. Prav tako kot fotografije lahko tudi posnetke enostavno prek Wi-Fi povezave preneseš na svoj telefon ali pa laptop.
Moram pa opozoriti na eno stvar. Moj prvi G7X, Mark I, je bil svetovno znan po tem, da so imeli majčkeno težave z fokusiranjem. In sicer, ker je bil fokus med videom tako hiter, včasih se ni mogel čisto zaklenti, na kaj naj fokusira. In je majčkeno skakal ven pa noter, dokler ni našel točno, na kaj naj bi se sfokusiral. To so pa v kasnejših verzijah odpravili, ampak sem opazila, da je G7X med snemanjem videa s fokusom malenkost len. Ker se nekaj premika hiter blizu daleč, včasih potrebuje kakšno milisekundo več, da izostri, kakor bi si želela. Sam od sebe. Seveda ga lahko spomniš na to s tapom na ekran ali pa s pol pritiskom na gumb za slikanje, pa bo potem hiter izostril tja, kamor more. Pa fino je, da prej izostriš, preden pritisneš gumb za snemanje. To ni pomanjkljivost, sam pač drugače moramo naučiti delati z opremo. Uporablja posebne baterije. Zdaj ne me držati za besedo, ampak mislim, da vsi Mark III modeli pridejo z dodatno baterijo v kompletu. Aleluja, ker jo rabiš. Fotoaparat je kar precej požrešen z baterijo. Mislim, lej kaj vse zmore. Logično, da bo požrl full elektrike, a ne? Še ena ful dobra novost je to, da lahko polniš baterijo preko USB kabla. Ne rabiš več vedno nositi sabo polnilec za baterije, ampak ga lahko kar prek kabla napolniš. Naprimer, koga se ti pogosto zgodi, a ne Tjaša, da greš na izlet in pozabiš do konca nafilati baterije in pol pogruntaš, da imaš malo prazne baterije in potem lahko v bistvu, ne vem, med kosilom se usedeš, poiščeš nekoga z polnilcem za telefon in si napolniš baterijo fotoaparata s tem. Trenutno, januarja 2020, se ta fotoaparat prodaja potem okoli 800 €. Zdaj, marsikdo bi za ta denar vzel vstopni model DSLR-ja, ampak jaz ti bom v tem rangu vedno svetovala, da vzameš G7X. Spet odvisno od tvojih osebnih preferencij, ampak kvaliteta video in fotografije ne bo primerljiva. To je profesionalni, kompaktni fotoaparat, medtem ko so vstopni modeli DSLR-jev zelo hobi DSLR-ji. Ima vse v enem, pospraviš ga v žep in gre s tabo povsod. Canon G7X mene navdušuje že več kot 5 let in novim modelom bo še naprej ostal moj sopotnik. Toplo ga priporočam vsem, ki bi se želeli začeti ukvarjati z videom ali pa s fotografijo, pa iščete nekaj kompaktnega in preprostega za razumeti. Poglej si tudi predstavitev na Canonovi spletni strani, kjer je predstavljena video zgodba vlogerja Mike Visuals, ki je z Canonom G7X Mark III posnel par šotov v Islandiji. Ful dobro izpade, res, link imaš dol v opisu. Če imate še kakršnakoli vprašanje glede tega fotoaparata ali pa kater fotoaparat bi generalno priporočala za kakšne druge situacije, ki jih mogoče nisem opisala v tem videu, mi lahko vse vprašate dol v komentarje in bom vse z veseljem odgovorila. To je to, lepo se imejte, kaj dobrega poslikite, pa se vidimo kmalu. Čau!